Čeprav je tudi na Kamniškem vso noč deževalo, pa zjutraj v kamniških vodotokih ni bilo opaziti precejšnjega povečanja vode. Gladina Kamniške Bistrice je dosegala komaj dobra 2 metra, to je 2 metra manj od rekorda leta 1990. Povsem drugače pa je bilo nekaj metrov stran na Kamniškem bazenu, ki ga je ponoči poplavilo. Voda je na kamniški bazen vdrla iz sosednjega kempa, kamor je prišla iz sosednjega nogometnega igrišča, kjer je počena cev. Na to področje se namreč steka meteorna voda starega gradu Impalovč, ki pride na dan nekaj metrov nad Vrpoljami. Prav, nahajamo se na kamniškem bazenu. Nam lahko poveste, kako je bilo zjutraj poplavljen tukaj? Poplava se je začela zvečer od 10, pol 11 do zjutraj do koliko je ura zdaj, ura je že 9 je, bom rekel, zmanjšan obseg vode. Aha, do kam je pa poplavil? Ja. Poplavila je komplet korilnica za tele črpalke od otroškega in olimpijskega bazena, kompresor. A je to zdaj vse uničeno ali se bo dal še kaj popraviti? To je uničeno, to je sigurno zdaj treba vse generalno to, kako bi rekel, uremontati. Ja, presušiti ali pregledati, da je vse pod vodo. To je pa kleta, ne? Pa je tako lepo poplavil, grozno. Ja, so gore prišla voda, do tam. Ja, se ide. A jak to greš ponavati lahko tako notko, kar v klet? Ker zdaj se ne znam predstavljati, ker je visok voda. Je voda stala ali kako? Vse voda stala. Voda je stala takole. Da priliv, ja. Do semle? Je takole, cela višine. No, ta je zdaj vzele subvencija, ne? Ja. Kako bi rekli to, ta spodnji del, ta klet, kaj je? A ja, to se dela še vse pretaka iz Travenka, iz kempa. In od WC-ja, kaj bi to, kleta, kaj to je spodaj, kaj je polno? Ja, to je klet. Klet, ja. Klet. Nekdanja deponija za premog, ampak to je klet. Aha.